Ojla, živjo, Tilen tukaj. Danes vam bom pokazal, kako dodajamo člane v bazo, kako urejamo njihove podatke in kako jih deaktiviramo. Najprej v opisu videa imate link do baze, torej ko na njega kliknete, vas vrže na to stran, potem vpišete noter svoje prijavne podatke, če jih nimate, pišite Mihetu Grgiču, potem se prijavimo noter, odpre se nam stran z vsemi člani. Zdaj, če želimo dodati člana, imamo zgoraj desno imamo gumb dodaj, kliknemo nanj in se nam pokažejo vnosna polja za dodajanje podatkov o članih. Torej, vpišemo podatke. Zdaj, pri e-mailu je mišljeno, da vpišemo e-mail člana in ne starša. Pri telefonski številki isto, vpišemo telefonsko številko člana in ne starša. Zdaj od spodaj pri datumu rojstva, kakor nam v navodilu piše, da datum izberemo s klikom na ikono koledarja na desni. To je ta ikona, kliknemo nanj. Potem zgoraj, če kliknemo na mesec, se nam prikaže še več mesecev. Če kliknemo na leto, se nam prikaže še več let. Recimo, da je bil član rojen leta 2007, maja in 9. maja in se nam izpiše datum v taki lepi obliki. Potem izberemo četo, kategorije, ne, in potem kater vod obiskuje. Potem spet od spodaj imamo prebivališče, vpišemo njegovo in od spodaj lahko še dodajamo podatke o starših, tako da kliknemo dodaj starša in najprej vpišemo podatke o enemu staršu in če imamo še podatke o drugemu, lahko kliknemo še enkrat in dodamo še podatke od drugega. In potem, ko vse vpišemo noter, kliknemo gumb shrani in člani v bazi. Zdaj, kako urejamo člane? Zdaj gremo spet, kjer smo bili prej, na levi strani kliknemo člani. In če želimo poiskati specifičnega člana, vpišemo na desni strani v vnosno polje in vpišemo njegovo ime. Potem kliknemo nanj in se nam prikažejo vsi njegovi podatki. Zdaj, če želimo urejati, na desni strani kliknemo gumb uredi in se nam vsi podatki se nam spremenijo v vnosna polja, katerega lahko spreminjamo. Zdaj, če želimo člana izbrisati v baze, zdaj, člane deaktiviramo takrat, ko člani ne hodijo več oziroma se spišejo, torej to pomeni, da bomo izbrisali člana iz baze. Takrat kliknemo gumb deaktiviraj in nas spet vpraša, ali ga želimo deaktivirati, in če smo prepričani, kliknemo da. Še enkrat ponovim, to bo člana izbrisalo iz baze. In zdaj, to je to, kar sem hotel povedati danes o tem, kako urejamo člane v bazi.